sem rekel, da bom tole sklepno misel razvil v 4. delu. Rezime bom sklenil v smislu, da toplo priporočam, da se nacionalni mediji z RTV na čelu, tudi STA-jem, pluralizirajo, ker desnim ali pa konzervativnim se bo zmešalo zaradi neobjektivnega pristopa k osveščanju naroda oziroma podajanju narodu informacije. Informacije so takšne, da samo levim koristijo, pristranske so, zbirajo se, kot sogovornike se išče samo leve intelektualce, vse oddaje so kontaminirane z levo ideologijo, če govorim o nacionalni televiziji. Vsi prispevki na radiju so začinjeni samo z levimi intelektualci, leva ideologija se širi, vključno s tem prispevkom, ki ga jaz kritiziram. Na pravi strani je naslov tega podcasta, tema mediji in oblast. In zdaj, Bobu je treba reči Bob. Na desnim se bo ljudem zmešalo od krivice. Tako ne gre več naprej. Desnica bi verjetno počela nekaj podobnega, če bi imela sposobnost monopolizirati medije, mainstream medije, podobno bi počela, kot počne to levica. In levica je strah. Levica je strah in tukaj dela neko projekcijo. Projekcijska identifikacija, bi se rekel v psihologiji oziroma psihoanalizi. Se pravi, tisto lastno videnje svoje pristranske vloge pri obvladovanju medijev, ona zdaj projicira na desnico. V smislu, če pa prepustimo Janši medije, bo pa Janša delal točno tisto, kar mi zdaj delamo. Bolje, da imamo mi patronat nad vsemi temi mediji, bolje, da imamo mi vse pod kontrolo v naših rokah, da gre tukaj za naše novinarje, mi jih moramo podpirati, ker če pride desnica, ki ima oblast formalno, še do mainstream medijev, do televizije, do STA-ja, kar je njihova ambicija, bodo taki, kot smo mi. Se pravi, bojo pristranski, bojo neobjektivni, bojo nepluralni in potem bo konzervativnost ali pa desna ideologija prevladala nad našo levo ideologijo. Tako razmišljajo levičarji z enim Markom Milosavljevićem na čelu, ki še kot profesor pere bodočim novinarjem na FDV-ju možgane. Moj apel je pa, da se morajo mediji pluralizirati v smislu, da novinarji podajo informacijo in ne da zavzamejo neko vrednotno sodbo do nekega dogajanja. Zdaj, glavno dogajanje je pa zdaj v tem trenutku tako, da imamo COVID krizo in desni, torej levi novinarji, sesuvajo vlado na način, da podpirajo anarhiste, ki pa škodijo pa zdravju naroda. Če je naloga države, da zaščiti narodu zdravje, ti anarhisti z enim Janulom na čelu, s temi protesti škodujejo. Ne toliko državi, ampak narodu. Zato, ker njihova vizija, kaj je dobro za narod, je anarhična. Nima doktrine, ki jo imajo tisti, ki so odgovorni, da poskrbijo za zdravje naroda. Kaj je treba zdaj narediti, da se bomo izvili iz te krize, COVID krize? Epidemiologi, dajte povedati, medicinci povejte, sociologi, psihologi, ekonomisti, povejte svoje. Ne pa Janul partija, ne pa Čordiči, še manj pa te teoretiki zarote, se jih je malo morje, ampak ne tako v Srbiji. In mediji bi morali biti v tem trenutku, ker imamo tako krizo, lojalni vladi in suportirati vlado. NIJZ. Delati oddaje, da se bodo razkrinkali ti vaški posebneži, ti patroni, ti disidenti,
tudi disidentska stroka raznih internistov, tam kaj je že, Uroš Dobnikar, ne? To ima neko luč sveta, neko verskost tam v ozadju. Ja, čakaj, daj, bo ti, ne vem, eden zobozdravnik, drug internist, epidemiologijo, pa imunologijo, to pa prepusti tistim, ki so to 20 let študirali, ne? Bi jaz rekel. In nacionalna televizija bi lahko pomagala razkrinkati te ljudi, zakaj so takšni. Ali pa tam neka psihiatrinja, Biserka, Ilin odprto pismo in, ne? In mediji so prav veseli, da nekdo napada vlado. Namesto, da bi bili lojalni NIJZ-ju, lojalni vladi, ker se ta vlada ne trudi, da bi naslednje volitve dobila. Torej Janša se mi zdi, da ne vlada tako, da bi zmagal na naslednjih volitvah, ne vlada na tak način všečno, ampak vlada tako, kot bi vladajo druge države, ki ščitijo narodu zdravje. In potem se najde ena levosučna aktivistka, vpeta v novinarstvo, tale Tita Majer, Martina Majer, ne, in naredi tak pristranski prispevek, v katerem dobi samo te levosučne sogovornike, nobenega pluralizma, nobenega drugega mnenja in nastane takle prispevek. Sem ga v 3 delih že seciral dokončno, ampak sem rekel, pika na i, bom pa vendarle dal, ker tukaj je še ena Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije. Ni dovolj zdaj ta glavna Petra Lesjak Tušek, še sekretarko, ki bo zlivala gnojnico po vladi, ki bi rada, ne vem, kaj že naredila, utišala novinarje. Ne, leve novinarje bi rada vlada spametovala. Ker levi novinarji so pristranski. Dajmo jo malo poslušati, no. Špela Stare. Tudi z generalno sekretarko Društva novinarjev Slovenije, Špelo Stare. Ampak oni so razvili tudi v tehnološkem smislu razna orodja, ki so v svetovnem merilu unikatna, izredno učinkovita, dobivajo nagrade za poročanje o znanosti. Mislim, oni res izjemno, oni so izjemni. Oni so izjemni, kadar delajo selektivne informacije, govorim o STA-ju, ne, ki jih bo zdaj Evropska unija subvencionirana z 2,5 milijoni, ki bo pa leva vlada vrla Evropski uniji, ne. Selekcionirane informacije spuščajo ljudem v eter. Ne. Izjemno so dobri, ampak dobri so zato, ker trobijo v levi rok in potem v prispevku pokličejo še STA novinarja in on potem govori, kako se on trudi in tudi priznava, da je kritičen do vlade. Ne. V obdobju, ko je treba vlado podpirati, ker vlada poskuša narodu zaščititi zdravje, skupaj s stroko, medicinsko, z NIJZ-jem, pa z nekimi navezavami na druge NIJZ-je po Evropi, ki imajo iste probleme z epidemijo. In ta novinar lepo priznava, da ja, smetimo mi vladi, jo spotikamo, ne, tako med vrsticami to pove. Mislim, to mene glava peče, da je to tako. In pa se najde še Nataša Pirc Musar, ki pa apelira, ne, na leve novinarje, da še naprej pristransko poročajo, to med vrsticami se tako vidi, in da se borijo proti vladi, da vztrajajo, da se borijo proti Janezu Janši. Ne. Mislim, ta Musarca, mislim, kot v vsej pameti, kot da ne bi vedela, ne, da je njen pogled, njena verzija resnice popolnoma subjektivna, da je pristranska. Za Milosavljevića se mi zdi, da on točno ve, da kontra toči zato, da spotika. Ta se pa obnaša, kot da iskreno verjame, da ti novinarji, levi novinarji, objektivno poročajo. Mislim, to zdaj pa glava peče, ne? Da ena Musarca, ki naj bi bila pametna, ona iskreno verjame, da so novinarji na pravi strani, ne? Na pravi strani piše ta oddaja. Ne, novinarji so neobjektivni.
ne držijo se fair playa. Oni so pristranski. Moje mnenje je pa, da moramo mi objektivnost naseliti v mainstream medije. Predvsem na RTV. Zdaj bom pa poiskal še te praktične. Dajmo malo Musarcev poslušati, no, kako zdaj tole. Apeliram na vse svoje nekdanje novinarske kolege, da so prav oni tisti, ki morajo biti prvi branik pravice do svobode izražanja. To je vaše poslanstvo. Ne pozabite na to. Vem, da je težko, ampak je treba te pritiske zdržati in tako kot ste vi rekli, profesionalno opravljati svoje delo naprej. To je edino, kar nam na koncu ostane. Profesionalno opraviti svoje naloge še naprej. Ja, novinarji so neprofesionalni. Novinarji so pristranski, ta prispevek je popolnoma pristranski, enoumni, brezopozicijski. In ta Musarca apelira še naprej, bodite taki, neomajni, objektivno poročajte. Kaj je že to objektivno? Je tako, da si levičar, a to objektivno? Je obstajamo tudi konzervativci, na stvari drugače gledamo. Dajmo še Lesarco poslušati, ne? Tušek, kaj je že, Petra Lesjak, Tušek. Absolutno je potrebno profesionalno poročanje tudi vnaprej, brez tega pravzaprav novinarstvo tudi ne more obstati in mislim, da to mora ostati naprej osnovno vodilo novinarskega dela, se ravno zato so novinarji ali smo novinarji trn v peti. Trn v peti in... Trn v peti so tisti novinarji, ki ne znajo objektivno podajati informacij, ampak sodijo vrednotne svoje leve sodbe, utkejo v svoje prispevke. To je problem. Trn v peti so novinari. Trn v peti, tudi moji peti, so pristranski novinari, ki delajo enoumne intelekte na radiju, enoumne studio ob 17. Enoumne intervjuje o COVID krizi. Bo govoril samo levi intelektualec in se bo spravljal na vlado. Ne gre to tako naprej. Ne moramo mi si privoščiti, da bomo imeli tako banano republiko, ki bo furala kontinuiteto, ki bo furala enoumje in vzdrževala totalitarizem. Ne? Se pravi, enoumni pogled na svet. Taki državi se slabo piše. Narodu se slabo piše, če ne bomo imeli enega in drugega mnenja. Ker mnenja so vselej subjektivna. In subjektivno mnenje imajo, ali pa imamo konzervativci, subjektivno mnenje imajo pa tudi levičari, liberalci in anarhisti. In zdaj treba najti kompromis med dvema tipoma mnenj. In sistem mora omogočiti, da bo ta pluralizem laufal. Ker se nam bo država sesula, če ne bo pluralizma. Torej, če ne bo liberalnih in konzervativnih mnenj. To je bil zdaj ta sklep, rezime. Dajte me uslišati, ker meni so rekli že na podlagi 3 prejšnjih delov, da sem naredil zdaj medijski samomor. Zdaj pa ne bo več v medijih. Mene ni nikjer v medijih. Jaz sem 6 let že mrtev. Že po 6 letih sem prišel v Odkrito, Pirkoviču, februarja. Po 6 letih. Prej sem pa leta 2015 naredil Darmar v oddaji Odkrito. Pa sem bil 5 let tudi v medijski blokadi. Jaz sem tako rekoč 11 let v medijski blokadi. Zato, ker sem sesuval družinski zakonik, novi družinski zakonik, ker sesuvam feminizem in ker sem proti legebitrovsko feministični ideologiji. S tem, da meni hodijo in lezbike in geji, se tam na tiste stol usediti, pa se konzultirati, kako in kaj. Ne? Ampak ne, v mainstream medije pa jaz ne smem. Dobro, da imam faktor, pa tele vloge. Amen. To je bilo to v 4 delih. Hvala, ker ste me poslušali.